Lahko bi rekli, da sta se ta dva izraza razvila predvsem na osnovi nekako značilnosti teh dveh živali. Bik, ki pravzaprav napada od spodaj in potisne navzgor svojo žrtev, in medved, ki šapo potisne navzdol svojo žrtev. Lahko bi rekli, da je lansko leto prineslo pravzaprav neko izjemno situacijo vsem na trgu. V 100 letih se zgodi neka taka izjemna priložnost, tako da smo imeli praktično vse. Torej, marca se je oboje nekako skristaliziralo, torej, da je bil velik in močan udarec medveda in posledično potem močen odboj samega bika. Trg potem pravzaprav je sledil temu odboju in smo nekako v drugi fazi bikovskega trenda, v fazi, ko je optimizem tisti na začetku, ki je gnal trg, nekako prisoten v vsej okolici. Vidimo potem tudi dobre rezultate v podjetjih, rast dobičkov in posledično potem tudi sam optimizem na delniških trgih. V času varčevanja moramo res pogledati na naš cilj in se zavedati, da če imamo vmes kakšno priložnost, da se pojavi medved, da lahko s tem kupujemo ceneje naložbe, dobimo s tem več. In zaradi tega se potem tudi sam rezultat ob koncu našega varčevanja izboljša. Tle je zelo pomembno mogoče izpostaviti učinek povprečne nabavne vrednosti. Američani temu rečejo cost average efekt. To pomeni, da kupujemo ne glede na to, kaj se dogaja na trgu. Kupujemo, ko trg raste, s tem se nam premoženje povečuje, in kupujemo tudi takrat, ko trg pada. Ravno takrat pa kupujemo zato več enot in imamo zato boljši izkupiček ob koncu, ker imamo več kupljenih enot, in ko se trg ponovno obrne, imamo zato tudi boljši rezultat. Tako da lahko rečemo, s postopnim vlaganjem, dolgoročnim vlaganjem vedno nekako zmagamo, smo vedno na varni strani. Zelo pomembno je ta rek upoštevati. V resnici se izkaže, da množice, tisti del pravzaprav živalskega sveta na borzi, ki ga bi lahko rekli tudi nek čredni nagon, najmanj dobro razume. Namreč, ko trg začne padati, vsi bežijo, in ko je trg najbolj napihnjen, vsi najbolj tudi prihajajo na trg. Tako da je zelo pomembno, da ohranjamo mirne živce. In čist primer, kdaj je alarmantno, ko se voziš v taksiju, pa ti razlaga taksist, kako z neko naložbo dobro služi, takrat je že dobro razmišljati, da bi mogoče pa sam pri sebi na neko bremzo stopil in rekel, ok, tej pa počakamo malo, verjetno se pričakuje nek vrh in potem spet obrat in naprej nov zagon. Prva je gotovo časovni okvir. Druga je razpršitev, tretja je likvidnost, nek povprečen donos, ki nam daje rezultat boljši kot neka fiksna naložba, in pa zakonska ureditev. Zakonsko urejen produkt, ki nam daje potem pa tudi neko pravno varnost.